Živijo, Jož tukaj. V današnji epizodi oddaje Infographics Show se sprašujemo, kaj bi se zgodilo, če bi sodobni bombnik sodeloval na dan D. Spet to počnemo. Scenarij 1. Hans, naš stereotipni nemški vojak, ki ga je ustvaril neizviren pisec, sedi v betonskem bunkerju, pretresen od granatiranja, s pogledom na plažo Omaha. Pravkar je nekaj čez 600 uro zjutraj, 6. junija 1944. Pravkar je preživel pekel na zemlji. Bombe so padale iz tisočih letal, mornariško obstreljevanje je bilo tako glasno, da so ga slišali celo čez kanal v Angliji. Ušesa mu še vedno krvavijo, roke se mu še vedno tresajo, a nekako je še vedno živ. Njegov MG-42 je nepoškodovan in Američani se bodo kmalu izkrcali naravnost v njegovo strelno polje. Morda pa le ne bo tako hudo. Ja, glede tega, nenadoma se njegov svet stemni. Skozi režo njegovega bunkerja je priletel udarec, tako natančen, da bi lahko imel svojo poštno številko. Odvrgla ga je sodobna letala B-1B Lancer, ki je nosila 34.000 kg smrtonosnega orožja. Vsako orožje je vodeno z GPS-om in zadene cilj z natančnostjo na nekaj metrov. Lancer leti tako visoko, da ga niti ena protiletalska topovska postaja na Atlantskem zidu, vključno z 88 mm flakom 36, z učinkovito višino dosega 8000 metrov, ne bi mogla doseči niti v najboljših pogojih. To je neprijetna resnica o tem, če bi sodobni bombnik uporabili leta 1944. Verjetno bi šlo bolj za demonstracijo kot za pravi boj. Najbolj napreden nemški radar za zračno obrambo leta 1944, Würzburg, je deloval na frekvencah, ki jih sodobni sistemi za elektronsko bojevanje obravnavajo kot šum v ozadju. Ker bi njihov radar postal neuporaben, bi bili nemški protiletalski strelci prisiljeni zanašati se na optično namerjanje. Morali so videti letalo, ga slišati in ga vizualno slediti, če so hoteli imeti kakršnokoli možnost, da ga zadenejo. Srečno s tem. B-1B, ki leti v svojem bojnem profilu na 40.000 čevljih, presega učinkovito višino vseh protiletalskih topov na Atlantskem zidu. Kaj pa radarski domet Würzburga? No, to je zdaj nepomembno, če elektronski protiukrepi letala opravljajo svoje delo. Torej, Hans tega ni nikoli slišal prihajati, nikoli ni videl, da prihaja. Nihče leta 1944 tega ne bi, ampak to je lažja različica. En prelet, Atlantski zid dobi več novih prezračevalnih sistemov točno tam, kjer jih je Eisenhower ukazal. In nekdo v Angliji dobi zelo kratko poročilo po akciji. Dolgočasno. Torej, naredimo to zanimivo. Preden se lotimo naše smiselne situacije, in ja, to je v narekovajih, vem, kaj si vsi mislite. Očitno naši scenaristi tega še nikoli niso upoštevali v zgodovini teh videov o potovanju skozi čas. Kako je to letalo sploh napolnjeno z gorivom? Kdo upravlja predpoletne preglede na B-1B v stari dobri Angliji? Kje je vzdrževalna ekipa? Odkot prihajajo GBU-38 JDAM-i? Ker ne pozabite, to so GPS-vodene bombe, GPS-sateliti pa leta 1944 še ne obstajajo. Ali kdo spremlja število letalnih ur na teh turboventilatorskih motorjih? Ali posadka ve, ali ubijajo naciste? Ali imajo načrt preživetja, če padejo nad okupirano Francijo? Njihova oprema bo zagotovo vzbudila nekaj vprašanj na najbližji nemški kontrolni točki, kaj ne? Ja, kar bomo vse to ignorirali, kot vedno. Če te logistika zanima, ne pozabi dati všečka in se naročiti na kanal. In sporoči nam v komentarjih, če bi rad, da nadaljujemo temo, kaj če bi en sam dostavljalec UPS-a dostavljal pakete med obleganjem Stalingrada, o kateri razmišljamo med scenaristi. Za potrebe tega scenarija je ta B-1 popolnoma oborožen, popolnoma napolnjen z gorivom in GPS deluje brezhibno, ker smo tako rekli. Tam nekje, na polju v Angliji, stoji natanko en vzdrževalec po imenu Dave, ki se je po najboljših močeh potrudil, da je njegov bombnik operativen in vsi smo mu hvaležni. Vsi pomahajte in se zahvalite Daveu. Zdaj pa k smešnim scenarijem. Prijazno so ga poimenovali Bone, ker je to pač B-1, brez vezaja. Rockwell B-1 Lancer je dolg 146 čevljev. Poganjajo ga 4 General Electric F-101 turboventilatorski motorji z dodatnim zgorevanjem. Vsak z močjo 30.000 funtov, potiska doseže pa hitrost Mach 1,25. Prenese do 75.000 funtov oborožitve v 3 notranjih orožarskih prostorih, kar pomeni, da lahko en B-1B nosi skoraj 10-krat večji bombni tovor kot ena leteča trdnjava B-17. Pravi bombnik, ki ga je 8. zračna armada uporabljala nad Normandijo tistega jutra. To je pa kar bahaštvo, kaj? Letalo upravljata 2 pilota. Druga dvočlanska posadka opravlja večino ciljne naloge iz pilotske kabine, ki izgleda kot videoigra, ki so jo oblikovali ljudje, ki so očitno šli predaleč.
Letalska posadka s toliko ognjene moči, brez nadzora odraslih in s polnim rezervoarjem goriva nad okupirano Francijo leta 1944 ima na voljo več takojšnjih možnosti. Recimo, da B1 opazi nemško podmornico U, ki pluje po kanalu, in častnik za orožje dobi idejo. Bonnet ima po naključju v svojem trupu 84 mornariške mine Mark 62. Quick Strike 500-funtne mine za morsko dno, opremljene z magnetnimi in seizmičnimi senzorji. Zasnovane so tako, da zaznajo podpis trupa mimoidočih plovil in temu primerno eksplodirajo. Leta 1944 nemške podmornice U niso poznale te tehnologije in niso imele protiukrepov zanjo. Prav tako niso imeli načina, da bi svojim nadrejenim v Kriegsmarine pojasnili, zakaj je morsko dno neposredno pod njimi nenadoma postalo težava. B1 v enem preletu poseje pol milje dolg odsek kanala in se nato obrne nazaj proti Angliji. Nekje pod površjem bo posadka podmornice kmalu doživela globoko teološko izkušnjo. Druga možnost. B1 s poševnimi krili, zadolžen za čiščenje plaže, se približuje na višini sipin, da resnično poudari trenutek. Ko B1 preleti nad glavami, vsak nemški vojak na pečinah, vsak zavezniški vojak v desantnem čovnu in približno 340 krav na francoski mlečni farmi 2 milji ob obali doživijo tisto, kar fiziki imenujejo pomemben pritiskovni dogodek. Plaža je čista, mlečna farma ni. 3 stoletja normanske tradicije izdelave sira so se končala ob 06:05 6. junija 1944. Nihče ne ugotovi zakaj, dokler zgodovinar leta 2003 ne najde zmedenega opisa v knjigi na kmetiji. Zadnjo možnost bomo imenovali berlinska skušnjava. Letalska posadka brez omejitev naloge in z obveščevalnimi podatki v realnem času o lokaciji nemškega vrhovnega poveljstva pogleda na zemljevid Evrope in dobi idejo. K tej možnosti se bomo še vrnili. Scenarij 2. Čas je, da dodamo nekaj resničnih omejitev, omejeno količino orožja in posebne težave, ki jih prava zavezniška operacija ni uspela rešiti. Ker tam se letalo iz prihodnosti sreča z omejitvami tega, kar lahko eno letalo dejansko stori. Zjutraj 6. junija je bil nemški odziv na pristanke v Normandiji ohromljen, ne zaradi bomb, ampak zaradi zmede. Feldmaršal Erwin Rommel je bil doma v Nemčiji za rojstni dan svoje žene. Oklepne rezerve, ki bi lahko zavezniške sile potisnile nazaj v morje, so bile pod Hitlerjevim osebnim nadzorom. Nihče pa ga ni zbudil skoraj do poldneva. Stalni ukaz je bil, da se Feyerja zjutraj ne moti. Očitno so bili vsi v Wehrmachtu zaradi njegovih stalnih nihanj razpoloženja prepričani, da je upoštevanje tega pravila pomembnejše, kot ustaviti najpomembnejšo amfibijsko invazijo v zgodovini. Nemška poveljniška infrastruktura je bila skoncentrirana. Poveljstvo 7. armade v Le Mansu, poveljstvo 84 korpusa v St. Louisu. Leta 1944 je uničenje poveljstva pomenilo uničiti stavbo, radijske postaje, štabne častnike in zemljevide, vse na istem mestu. B na B lahko nosi različne protiutrdbene bombe. 4 2000-funtne prebojne bombe, zasnovane tako, da prebijajo več nadstropij armiranega betona, preden eksplodirajo. Ne potrebuje, da je stavba nezaščitena, potrebuje le, da stavba obstaja. Za Denny St. Louis ob 07N 00 in 84. korpus izgubi povezavo ravno v trenutku, ko najbolj potrebuje delovati. Oklepne divizije, ki čakajo na dovoljenje za premik, ga ne dobijo, saj so zdaj vse telefonske linije v ruševinah. To je scenarij srečnega zadetka, izid, za katerega so zavezniški načrtovalci verjetno molili, ko so odobrili vsako izmed skoraj 14.700 operativnih letalskih misij na dan D. Ta scenarij zahteva sprotne obveščevalne podatke o tem, v katerih stavbah so kateri poveljniki. Poveljstva so se pogosto selila, poveljniki so potovali. Nemško poveljništvo omrežje je bilo namerno razpršeno, ker so zavezniški bombniki tedne napadali francosko infrastrukturo. Proti fiksni infrastrukturi z znanimi koordinatami je JDM dovolj natančen, da je ob pravilnem določanju cilja vse odvisno predvsem od kakovosti obveščevalnih podatkov, ne pa od samega odmetavanja. Bena lahko v idealnih pogojih vrže bombo skozi točno določeno okno. Ali bo pravi general sedel poleg tega okna ob 7. zjutraj 6. junija, je spremenljivka, ki je noben orožni sistem ne more nadzorovati. Če uspe, se nemški oklepni odziv sesuje v nekaj urah, morda celo v enem dnevu. Če ne uspe, je B1 preprosto z izjemno natančnostjo porušil nekaj francoskih stavb. To nemško birokracijo komaj da moti, zelo pa razjezi ljudi, ki so tam prej živeli. Scenarij 3. Naslednji scenarij je tisti, ki najbolj drži. In da bi razumeli, zakaj je tako, morate razumeti, kaj točno je šlo narobe tistega jutra 6. junija.
Pravi zavezniški načrt je predvideval, da bodo stotine letal B-24 in B-17 zasule nemške položaje za obalo s tisoči bomb pred začetkom napada. Dejanski rezultat je bil, da so le 3 bombe pristale kjerkoli blizu obale. Posadke so odložile odmetavanje bomb za nekaj sekund, da ne bi zadele izkrcanih plovil. Oblaki so zakrili njihove vizualne reference in večina bomb je pristala na praznih francoskih poljih. Pomorsko obstreljevanje je trajalo le delček časa, kot so ga načrtovalci zahtevali, in je bilo vseeno večinoma neučinkovito proti utrjenim položajem. Ko je prvi val dosegel plažo, so bile nemške obrambne linije skoraj popolnoma nepoškodovane. To je bila prav tista točka neuspeha, ki jo je BNB zasnovan za odpravo. GPS vodeno strelivo se za oblake ne zmeni, posadka ne potrebuje neposrednega pogleda na bunker. Potrebovali so le koordinate, te pa so pridobili z načrtovanjem pred misijo za fiksne položaje, ki jih je zavezniško izvidništvo fotografiralo več mesecev. Vsak položaj v Omahi je imel Widerstovo mrežno referenco. Vsaka mrežna referenca postane tarča. Bone zadene te cilje po vrsti z višine, kjer je nemška protiletalska obramba zgolj dekorativna. Bojna poročila natančno povedo, kako to izgleda v praksi. V Afganistanu je 8 B-1B vzletelo 3000 mil od svojih ciljev in opravilo misije, ki so trajale več kot 16 ur. Krožili so nad spopadi v Hindukušu in delovali kot leteča artilerijska baterija, ki so jo lahko kopenske enote poklicale kadarkoli. Nobena druga platforma se ni približala. Lovci so potrebovali več ciklov za dolivanje goriva, da so lahko preleteli isto območje. B-52, ki niso imele hitrosti in nosilnosti bojnega tovora kot B-1. Čeprav je Bowen opravil manj kot 10% interdikcijskih poletov, je v prvih 6 mesecih vojne odvrgel več kot 40% vseh bomb koalicije. Govorimo o 3000 JDAM-ih, oziroma približno 67% vseh natančno vodenih bomb, ki jih je Združene države odvrgle v celotnem tem obdobju. V Iraku je bila zgodba enaka. Bone je opravil manj kot 1% bojnih preletov, a dostavil 43% vseh natančno vodenih orožij. To je številka, ki še vedno ne izgleda resnična, ne glede na to, kolikokrat jo prebereš. Vrnimo se v Normandijo, uporabimo to na Omaha. Plaža se je raztezala 5 mil. Obrambno omrežje, ki je pokrivalo vsak njen meter, je sestavljalo 8 betonskih topniških bunkerjev, 35 bunkerjev za strojnice, skupaj z nekaj protitankovskimi topovi, minometnimi jamami, raketometi Nebelwerfer, gnezdi strojnic in tankovskimi kupolami. Vsak položaj je bil medsebojno povezan, vsak je bil vnaprej usmerjen na vodno linijo in vsak izhod s plaže. Nekaj jih je bilo iz armiranega betona, zasnovanih posebej za preživetje pomorskega obstreljevanja, kar jim je tudi uspelo. BNB nosi največji konvencionalni tovor orožja med vsemi ameriškimi bombniki, največ 24 JDAM bomb po 2000 funtov ali 48 JDAM bomb po 500 funtov. Ni dovolj, da bi zadeli vse položaje, je pa več kot dovolj, da zadenejo tiste, ki so pomembni. 8 betonskih topniških bunkerjev, položaji topov, ki so pokrivali grape, prepleteni položaji, ki so izhode iz Omahe spremenili v smrtonosne cone. Leta 1944 je bilo za čiščenje teh potrebna pehota, ki se je borila v hrib pod neposrednim ognjem. V tem scenariju so potrebni seznam ciljev, načrt zaporedja orožij in približno 40 minut časa letenja. Vble je N-62, kjer je strelec Heinrich Sieverloh po lastnih besedah v svojih spominih izstrelil približno 13.500 nabojev v izkrcalne čolne, je izginil še preden pade prva rampa. Prehodi so čisti. Prekrivajoča se polja ognja, ki so Omaho spremenila v klavnico, so razbita. Obstaja ena omejitev, ki ne izgine. B-1 ne more govoriti z nikomer leta 1944. Njegove radijske postaje delujejo na frekvencah, ki še ne obstajajo. Na plaži nima prednjega letalskega usmerjevalca. Ni načina, da bi prejel posodobljene cilje od flote in ni nobenih sprotnih informacij o tem, katera položaji so še vedno aktivni, ko desantna plovila dosežejo vodo. Lahko uniči vse na vnaprej določenem zemljevidu ciljev. Kar pa ne more storiti, je sproti usklajevati z vojsko, s katero nima radijske povezave. Možje so prepuščeni sami sebi od trenutka, ko se rampa spusti. Rezultat je še vedno pomemben. Prva pehotna divizija pristane na povsem drugi plaži. Nikakor ni lahka, čeprav si to težko predstavljamo. Še vedno je veliko min, ovir in nemških vojakov. Toda morilski sistem, ki je Omaha spremenil v krvavo kopel pred 9 uro zjutraj, je izginil. Razlika je v tem, da B-1B omogoči, da izčrpani prvi valovi preživijo napad na plažo. Day v Angliji dobi zelo pohvalno oceno svojega dela. Bonus krog. Torej, plaža je čista, še vedno je jutro. B-1B ima dovolj rezerv goriva in še veliko preostalih orožij.
Zdaj zrejo v svoj letalski računalnik s tisto tiho energijo, ki pride potem, ko si še pred zajtrkom spremenil potek druge svetovne vojne. Odločijo se, da bodo leteli naprej. Vidite, poslušali so pri pouku zgodovine. Vedo, da 6. junija 1944 Hitler ni v Berlinu. Je v Berghofu, svojem gorskem zatočišču nad Berchtesgadenom na Bavarskem, 1150 km jugovzhodno od Normandije. Spi. Njegovo osebje ga ne bo zbudilo. Nihče noče tečnega Führerja. Berghof je gorska vila, ne bunker. Obsežen podzemni kompleks, ki so ga gradili okoli nje skozi leto 1944, je še v gradnji, a še ni dokončan. Glavna rezidenca je večinoma nad zemljo in je arhitekturno impresivna. Vendar ni zasnovana tako, da bi preživela neposreden zadetek GBU-31, odvrženega z višine z letala, ki ga leta 1944 nič ne more sestreliti. Bena B ima doseg, posadka ima voljo. To je manjši ovinek, rutinska naloga. 715 mil, tja orožje na cilju. 715 mil nazaj v Anglijo. Dave ne bo izvedel, dokler ne pristanejo. Z vidika same zmogljivosti, Berghof 6. junija 1944 ni težka tarča. Danes Führer nikoli ne bi vstal iz svojega dolgega dremeža. Nekje na Bavarskem zelo zmedeno jutranje osebje stoji pred porušeno gorsko vilo in drži pladenj z zeliščnim čajem, kruhom in marmelado ter se sprašuje, kaj naj naredi zdaj. Fantje bi morda le bili doma do božiča. Sodba. V scenariju srečnega zadetka je izid kot met kovanca in je odvisen od kakovosti obveščevalnih podatkov. Če pravilno določijo cilje, se nemški oklepni odziv sesuje v ključnem trenutku. Če jih določijo napačno, je B1 z izjemno natančnostjo uničil nekaj praznih stavb na podeželju Francije. V smešnih scenarijih mlečna farma propade zaman, posadka nemške podmornice pa dobi odlično zgodbo. V rutinski misiji v Berchtesgadenu scenarij, ki deluje v najožjem vojaškem smislu, odpira implikacije potovanja skozi čas, ki jih nihče v produkcijski ekipi ni usposobljen razložiti. Toda v scenariju čiščenja plaže Omaha, tistem neprivlačnem, vnaprej načrtovanem, metodičnem, eno letalo naredi tisto, česar stotine niso mogle. Najsmrtonosnejši sektor Atlantskega zidu preneha delovati, še preden prva desantna ladja spusti svojo rampo. In možje, ki bi morali umreti na tej plaži, večinoma ne umrejo. Sodobno vojskovanje ni izumilo le uničenja. Industrializiralo je tudi gotovost. In gotovost je bila tisto, kar je manjkalo tistega jutra 6. junija. Želite izvedeti, kaj se zgodi, ko pošljemo nekaj še manj subtilnega kot B1B nazaj v preteklost, brez pravil in brez Davea? Oglejte si, kaj bi se zgodilo, če bi en sam bombnik B2 potoval skozi čas v Nemčijo med drugo svetovno vojno. Ali pa kliknite na ta video.